Na Zavodu za zaposlovanje so minuli petek objavili ukrep Aktivni do upokojitve, v katerega se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let ali več. S projektom želijo spodbujati trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Torej za takšno zaposlitev, torej osebe, ki je prijavljena kot brezposelna oseba starejša od 58 let, delodajalec prejme lahko subvencijo v višini 11.000 evrov. Ta subvencija bo izplačana v dveh delih. Prvi del ob zaposlitvi, 5.500 evrov, razlika pa potem ob izpolnjevanju 18 mesecev zaposlitve. Seveda pa spremljamo zaposlitev, kdaj se oseba zaposli, se pravi cilj je, da vse 24 mesecev ta oseba dejansko ostaja pri delodajalcu aktivna. Podatki kažejo, da je Slovenija po stopnji delovne aktivnosti starejših med 60 in 64 let na predzadnjem mestu v Evropski uniji. V evidenci brezposelnih je bilo na območju Mariborskega zavoda za zaposlovanje konec marca prijavljenih 1745 oseb starih 58 let ali več, kar znaša 15% vseh registriranih brezposelnih na tem območju. Podatki kažejo, da konec februarja je bilo teh oseb 14.143 v Sloveniji, torej starejših od 58 let, in da ta delež iz leta v leta narašča. Namreč, če pogledamo, je ta delež v februarju znašal 16% vseh brezposelnih, medtem ko v letu 2010 je bil ta delež 7,7%. Se pravi, kar krepko narašča delež teh oseb, ki so v evidenci prijavljene in ostajajo neaktivne. Na voljo je skoraj 14 milijonov evrov, pri čemer 80% sredstev zagotavlja Evropski socialni sklad. Za vzhodno kohezijsko regijo bodo namenili 8,4 milijone evrov, za zahodno pa 5,6 milijonov evrov. Sredstva, ki so namenjena v okviru tega ukrepa, so v 80% sofinancirana z Evropskega socialnega sklada, v 20% torej strani Republike Slovenije. Pomembno je, da gre 60% teh sredstev osebam, se pravi namenjeno za zaposlitev oseb, ki so iz vzhodne kohezijske regije, 40% iz zahodne. To pomeni, da vabimo čisto vse delodajalce, tako iz ene kot druge regije, da se na ta razpis prijavijo. Ponudbo za javno povabilo lahko predložijo pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije in imajo še vsaj enega zaposlenega ali samozaposlenega. Vrstni red je takšen, da mora delodajalec najprej objaviti na zavodu potrebo po zaposlitvi kadra, nato zavod kader napoti, šele ko je oseba že izbrana, takrat delodajalec odda ponudbo. Vsi ti postopki so zelo jasno na naši spletni strani opisani, sicer smo pa tudi na voljo v pisarnah za delodajalce, da delodajalcem svetujemo, da se ne bi kasneje kaj zalomilo, kar se samega postopka tiče. Na Zavodu za zaposlovanje predvidevajo, da bodo s povabilom omogočili 1272 starejšim brezposelnim, da spet postanejo delovno aktivni in tako izpolnijo pogoje za predčasno ali starostno upokojitev.